spoštovani novinarji, čeprav je danes 30. december, pa vendar so se nekatere stvari dogajale, torej prav v tem decembrskem mesecu od 9. do 13. In glede na to, da smo dobili te informacije, so škandalozne in pravzaprav katastrofalne, če je vse to res. Zato sem se odločil, da ministru Zalarju in ministrici Kasalovi postavim javno vprašanje. Seveda gre za zaščito naših državljank in državljanov. Spomnite se, da je bilo konec letošnjega leta junija, torej v slovenskih medijih objavljeno, da je slovenska policija skupaj z ameriško FBI zasliševala dva slovenska hekerja v Mariboru zaradi napada na informacijski sistem. Do sem torej vse lepo in prav in seveda po slovenski in evropski zakonodaji je možno to v prisotnosti oziroma izključno z organi države, v kateri se dogaja. Nikakor pa seveda ni dovoljeno kaj takšnega delati celo brez slovenskih organov. Menda se je zgodilo naslednje. Od 9. do 13. decembra so bili v Mariboru torej ponovno agenti FBI in ameriška zvezna tožilka. In sedaj seveda ministra in ministrico sprašujem, ali je res, da je tako ameriška zvezna preiskovalna tožilka in ta preiskovalni urad FBI zasliševal slovenska državljana ter opravljal dodatna preiskovalna dejanja izven uradnih prostorov oziroma v privatnih prostorih, njih, kjer živijo. Seveda ju sprašujem, ali je tudi res, da so to delali brez prisotnosti slovenskih organov. Po informacijah, ki jih imamo, bi menda naj slovenski policaji oziroma kriminalisti to spremljali zunanje strani vrat. In seveda sprašujem ju, ali je res, da pri tem ni bilo prisotno tudi možnost zagovora ali obrambe teh dveh naših državljanov. Celo več. Zasliševali so menda celo in zahtevam, da to oba pristojna ministra pojasnita, celo dekle enega izmed teh dveh hekerjev. In torej, kdo je to dovolil in na osnovi česa? Zato seveda mora obstati zapisi in tako kot je bila junija obveščena slovenska javnost preko kriminalistične policije, bi morala seveda tudi o tem biti slovenska javnost obveščena, če so stvari vse potekale v skladu z veljavno zakonodajo. Prav danes v medijih beremo, da so tega 22-letnega analitika, oziroma da je ta 22-letni analitik ameriški, ki je nekako povezan, naj bi bil povezan z dajanje informacij Sanchezu, zaprt v nekem prostoru, torej že nekaj mesecev, da je osamljen, da je brez možnosti torej kakršnekoli varstva in tako dalje. In te naše ljudi so menda vabili v Ameriko. Ali je to sploh možno in dopustno? Če že Združene države Amerike izvajajo takšen način ali takšen pritisk na svoje državljane, postavlja se vprašanje, ali je Slovenija dolžna, zakaj in komu. Dovoliti, da bodo tudi ameriški organi delali takšen pritisk na naše državljane, na našem ozemlju. Na
to morata dati ministru odgovor. Avstralija se je temu uprla, jasno in glasno. In Assangesa torej ni izročila Ameriki. In seveda to, bom rekel, so pravzaprav prehude stvari, če se nam to dogaja, če se to dogaja v naši državi, da ne bi o tem spregovorili. In jasno, v Slovenski ljudski stranki se sprašujemo, ali mora Slovenija res vse to omogočati torej velikim. Komu smo kaj dolžni? Za zaščito naših državljank in državljanov gre in to bomo seveda v Slovenski ljudski stranki vedno, kadarkoli, pa tudi, če bo na dan novega leta to storili. Hvala lepa. Veliko vprašanje. Zanima me, če kaj prav slovenska zakonodaja, je to v bistvu na nek način poseganje suverenosti Slovenije, če to dela brez? Ja, tudi junija je slovenska policija pojasnila, da pravni okvir zasliševanja ali kakršnihkoli postopkov nad slovenskimi državljani imajo izključno organi Republike Slovenije. Nihče drug. To je seveda popolnoma nasprotje. Jaz pravim, ne samo to, da so kršili slovensko, kršili so evropsko zakonodajo. Slovenija se tega tudi zaradi Evrope ne more dovoliti. Predstavljajte si, ali povejte mi kdaj, kje, kdo bo slovenski kriminalisti zasliševali nekoga izven Evropske unije. Pa tudi če znotraj Evropske unije, potem so organi tiste države seveda prisotni in pač stvari morajo teči tako, kot so zapisani v zakonodaji tiste države. Kaj pa le zunaj, torej izven Evropske unije? To je zastrašujoče. To je zastrašujoče. Še kakšno vprašanje? Dali smo vam tudi pisno ta vprašanja pač povzetljeni. No, vkolikor nimate okrog tega nobenega vprašanja, izkoriščam priložnost, ker je pač povezano na kriminalistično policijo in ker je povezano na postavljanje poslanskega vprašanja ministrici za notranje zadeve. Prosil sem jo, da se odzove prioritetno glede na postavljanje gospoda Veličke Simona za šefa kriminalistične policije, kar bi se zgodilo po prvem. Do danes nismo dobili odgovora in prav zaradi vas, novinarji, so nekatere stvari vendarle prišle v medije na osnovi tega našega poslanskega vprašanja v Slovenski ljudski stranki. Jutri je petek, zadnji dan tega leta. Mogoče bomo dobili odgovor in jaz sem prepričan, da bi ministrica morala to slovenski javnosti obelodaniti. In še danes niso povedali, zakaj je bil tisti zapor gospoda Veličkega Simona. Danes ga postavljajo, oziroma menda po medijih sem slišal, da se je odločil, da bo prevzel vodenje kriminalistične policije po 1.1.